Bil sem tam, ko sem mislil, da nikoli ne bom. In to je v zaporu na Povšetovi v Ljubljani. Ta znan zapor siguran poznate. No pa da vam povem, kako sem jaz prišel v zapor. Pred kratkim me je kontaktirala ena sledilka, ki je socialna delavka v zaporih na Povšetovi. Je zadolžena za aktivnosti zapornikov in me je vprašala, če bi bil pripravljen narediti en predavanje zapornikom, seveda brezplačno, pač ona me spremlja in da je rekla, da misli, da bi to bilo za njih zanimivo. No, že v prvem mailu mi je napisala, da me ne bo strah, da bi mi kdo kaj naredil, da so tam te pazniki in tako naprej. No, jaz, kar se tega tiče, nisem niti malo bal, glih zdaj en zapornik tam ima cel kup drugih problemov, pa da se bo name spravljal, mislim, tudi pomislil nisem niti čist nikje odzad na konc, ne, tako da jaz to vem, da zapori tu niso tako kot v ameriških filmih, ne, tako da tu se nisem čist nič bal. Seveda, ker imam rad nove izkušnje, sem seveda to takoj prvolil in te socialni delavki tudi predlagal, da dajva to čim prej izpeljati, zato ker pol bom šel na kakšno potovanje, pa Bog ve, kje bom pa kako. No, tako da so se to pol kar na hitro zmenila in jaz sem 5 dni je danes od tega, kar sem jim predaval, sem jim to predaval. No, preden sem še predaval, sem razmišljal, kaj bi jim sploh predaval, ne, da jim bo zanimivo. In sem razmišljal tako, ja, nekaj v knjigah bom, ne, mislim, kaj če tam drugega delati, kaj knjige brati. Dostop do interneta nimajo, to sem se prej pozanimal, pri socialni delavki je povedala, da nimajo. Sem rekel, pol jim ostane samo še knjige. Jaz sem pa včasih zelo veliko bral, zdaj ne berem več veliko, nimam časa, žal ne gre vse. In tudi v vojski, ko sem bil v podobni situaciji, pač si zaprt tam noter, sem gruntaš, kako ti bo cajt minil. In sem gruntal, sem rekel, nekaj bomo rekli o branju knjig. Pol bom pa tudi nekaj povedal, kako se da kaj zaslužiti s pomočjo interneta, malo o digitalnem marketingu, malo o snemanju na YouTubu, malo o kako zaslužiti s pomočjo interneta, malo tudi v snemanju, montaži videoposnetku. Sicer sem se bal, da jih tu ne bo veliko zanimalo, še posebej ne to, kar se tiče knjig, ker pač se veste kako, danes je malo ljudi, ki jih zanimajo knjige, ne. Tako da ampak sem rekel, nič, zdaj, ko sem obljubil, pripraviti nekaj moram. Zdaj sabo sem vzel tudi 5 knjig, sem rekel, to jim bom kot daril dal, 2 knjige sem mu namenil daril te socialni delavki, 3 pa zapornikom, niti pomislil nisem, da bi jih kaj več jemal, ker sem mislil, da ne bo nekega interesa. No in jaz ob dogovorjeni uri, še malo prej, za vsak slučaj, pridem na Povšetovo, parkiram, vstopam, tam me seveda, bom rekel, kar totalno pregledajo. Mislim, greš čez detektor, kovin, pa vse, kar imaš, ti preskenirajo, tako da pač čist normalen postopek, ki sem ga pričakoval, ne, tako da.
No, potem čakam eno psihologinjo, ne tak me je kontaktirala, ampak ena druga pride in me potem pele čisto vrhen nadstropje. Mislim, da so 3 nadstropja, tako da sva krencajta gor hodila. No, ko prideva, je rekla, ta gospa je rekla, lejte, tle imamo, bolj slabo je, in to je bila ena telovadenca, mejhna, manjša kakor tale moj plec, ne. Je rekla, žal nimamo drugega, že na poti gor mi je povedala, da so 200% zasedeni, to pomeni, da jih je še enkrat več, kakor bi jih bilo lahko, in ja, nimajo placa. No, jaz sem rekel, lejte, kar se mene tiče, čisto v redu, tam sem videl, kam dal prenosnik, pa projektor, bile so dokaj bliste vtičence, no, pol smo pogruntali, da bo treba podaljšek, so tudi podaljšek nekje zrihtali. No, so pa te zaporniki, ki so bili tam, ne, čisto takoj se je že videlo, no, da so to normalni ljudje, prijazni. Tudi videl sem tam njihov odnos s pazniki, ne, ni bil čist nič tak, bom rekel, filmski, da zdaj pazniki sovražijo zapornike, zaporniki paznike. Sem dobil občutek, da oni zaporniki se zavedajo, da pač morajo tle noter, bojo mogli del svojega življenja preživeti in gruntajo, kako bojo to naredili z čim manj težav. In seveda je boljše, da se s pazniki razumijo. Paznikem je pa tudi v redu, da se zastopijo z njim. Sobe tvoje je boljše, da je čim manj problemov. No, takoj se je najdel ta zapornik, ki je pomagal mi tisto urediti, neki pladenj je prinesel, pa mizo smo malo prestavljala, pa tako naprej. Pol je tudi rekel, če bom kaj spil, se rekel, kaj pa imate, je rekel neko, Coca-Colo, Fanta, ne vem, što sem rekel, evo bom Coca-Colo. No, to sem tudi pol pogruntal, da to mi jo je on počastil, ker je šel tist avtomate imajo, ki moraš denar noter vršiti in ti pol pride, ne, tako da, lejte, človek v zaporu, ne, pa mi počasti Coca-Colo, mislim, jaz to zelo cenim. No, tistih 5 knjig, ki sem seboj prinesel, sem jih dal na mizo, ne, in je predvsem rekel, kam imate to knjige za nas? Sem rekel, ja. Je rekel, jaz ful berem, a lahko dobim eno. Sem rekel, bomo pol razdelili, ne, jaz sem tudi pol mislil, sem rekel, lejte, tle imate knjige, ni to, da sem jo prinesel samo enemu, lejte, tu dajte tudi pol, ki bo en prebral, dajte drugem, pa tako naprej, ne. No, zbralo se je kar lepo število zapornikov, tako da tisti plac je bil skoraj čist poln. Tudi te 2 socialne delavke so bile, paznika ni bilo nobenega in tudi ni bilo čist nobene potrebe, da bi bil. Sem se počutil čist isto, kot na vsakem drugem predavanju, ne. No, in pol začnem s tem sklopom, no, prej sem se malo predstavil in že takoj so bile neke vprašanja, pa to, tako da smo zelo spontano začeli z vsem tem. No, in jaz sem v prezentacijo, začnemo v knjigah, tudi vprašam, kdo bere in 3/4 ljudi je roke gor dvignilo, ne. Se mi malo čudno zdelo, sicer pol, ko sem razmišljal, sem rekel, ja, dobro, saj nimajo kaj drugega delati, ne. No, in potem sem jim jaz malo v knjigah razlagal, kako jaz to vidim, ne. Recimo, povedal sem jim, tole knjigo sem jim predstavil, sem rekel, lejte, tole knjigo, če preberete, ste 10.000 evrov več vredni. To je moje mnenje in lejte, sem to že 1000-krat povedal, pa še 1000-krat bom povedal.
Vem, da bi vsak krajš 10.000 evrov v žep dobil, ki bi knjigo prebral, kakor pa da je vreden več 10.000, da je več vreden kot 10.000 evrov. Ampak gledajte, teh 10.000 evrov bo zaradi prebrane knjige zagotovo v svojem življenju dobil. V to sem prepričan. No, pol nekaj malega sem tudi v svoji knjigi povedal, pa o knjigi Divja. Pa dobro, si to nima veze. V glavnem hotel sem jih prepričati in mislim, mi tudi ni bilo treba veliko prepričevati, da branje knjig, da to je res super zadeva. No, veliko je bilo vprašanj vmes, vse tako, da je res super predavanje potekalo, mislim, nikoli jih toliko ni bilo. Vprašanj, ne vem, no. No, pol jim pa rečem, to knjigo Divja omenim, to je ena zgodba od ene Američanke, nič posebenega zgodba, ampak knjiga je bila bestseller, pa še film so po njej posneli. No, pol tudi povem, da sem jaz ravno kar napisal svojo knjigo, da imam kar zanimivo zgodbo, ker sem jim v diskoteko, pa nasplošno toliko stvari sem počel v življenju, da je zgodba zanimiva in da sem tudi prepričan, da se da iz te moje zgodbe veliko naučiti. No in potem sem jim pa rekel, lejte, ampak jaz sem prepričan, da je tukaj polovica ljudi vas, ki imate veliko bolj zanimivo zgodbo kot jaz, pa una Američanka, ki je napisala knjigo Divja. Sem rekel, in lejte, zakaj ne bi mogoče tle v zaporu napisali knjigo? Ker to sem se pa prej pozanimal, mi je socialna delavka povedala, da imajo pa možnost dobiti računalnik, lahko zaprosijo in ga dobijo, seveda ni dostopa do interneta in bi lahko pisali. No, da bi jih malo bolj vzpodbudil, sem jim še povedal, da je moj začetek knjige, da si ga lahko preberejo na mojem blogu. Naslov moje knjige bo Vse se da, če se hoče, oziroma nekaj v tem smislu. Nisem še čisto točno se odločil. Imam ene 3 variante, pa ne vem, za katero se odločiti. Bom enkrat tu na socialnem mreži objavil, pa boste vi glasovali, pa boste povedali, katera je boljša. No, ker sem vedel, da zaporniki nimajo dostopa do tega začetka moje knjige, sem jim dvakrat sprintal in sem rekel, lejte, tlele imate, pa si pol tu mal podelite. Takoj sta se 2 zagrabila, Hočem sem reči, da je bil interes velik, ne zaradi tega, ker bi to moja knjiga bila, ampak nasplošno sem imel občutek, kada predavam enem ultra ljubiteljem knjig, kakor pa zapornikom. No, namen tega mojega uvoda, te moje knjige je, da ljudi prepričam, da se res vse da, če se hoče. In mislim, to je neka taka motivacijska zadeva. In jaz sem tudi prepričan, če bojo zaporniki tisto prebrali, bojo dobili motivacijo, vam garantiram. Tisti, ki še to niste prebrali na mojem blogu, pa tole gledate, dejte, imate tle v opisu, imate link, pa si preberite. Ni tako kratko, je kar dolgo, ampak 2 zanimive zgodbe, da se res da vse, če se hoče. Ena je iz poslovnega vidika, moja osebna, ena pa iz mojega osebnega področja. Tako da to se vam splača prebrati. Zdaj video, tole že skoraj 15 minut govorim. Če vam je ta moj video všeč, dajte se naročiti na moj kanal, vzame vam sekundo časa oziroma še to vmes stisnete, naročite se. Meni je to velika
podpora in motivacija, da bom posnel še več takih videov, pa na koncu vam bom še povedal, kaj vse še nameravam. Se pravi, zapornikom sem povedal, da imajo oni bolj zanimivo zgodbo. Da je pol takih, ki imajo bolj zanimivo zgodbo, kot jaz. Povedal sem jim tudi, da glede tega, da pisanje je neke vrste samoterapija. Naučiš se pisati, razmišljati, dvigne se ti samozavest. Več si vreden, če knjigo napišeš. Spoznaš ljudi, prideš v neke kroge, ki ne bi nikoli prišel. To je mogoče še največji plus. Pa čas, ki ga bojo preživeli v zaporu, bojo izkoristili. Ne boš čist v nič, pa še minil bo. In veste, da so se kar javili, par jih je bilo predzainteresiranih. So rekli, ja, jaz bi. In tudi pol jih je veliko na koncu še do mene prišel, pa so mi rekli, jaz imam tako zgodbo, bi to napisal, pa to. Tako da sem bil zelo vesel. Potem sem pa za te zapornike mu še en predlog, sem rekel, lejte, če vas zanima, a je vaša zgodba zanimiva ali ni zanimiva, če dvomite v to, lejte, vam jaz ponudim možnost, da naredim z vam intervju, tukaj v zaporu. Seveda sem prej še vprašal to gospod psihologinjo, socialno delavko, če je to možno, pa je rekla, da je možno, samo da moraš dobiti dovoljenje od uprave. Jaz močno upam, da ga bom dobil, ker mislim, da je to za družbo dobro. Namreč jaz mislim, da te zaporniki, ki bojo enkrat ven prišli, da je boljše, da se ukvarjajo z pisanjem in prodajo knjige, kakor pa da spet na nekaj, kar ni zakonito, razmišljajo. Povedal sem jim tudi, da če hočejo svoje knjige veliko prodati, jih morajo ljudje poznati, morajo slišati njihovo zgodbo. Če jo bojo samo knjigo izdali, ne bo noben kupil, žal. Če ne veš ti nič od človeka, boš težko kupil. In jaz sem jim rekel, lejte, tisti, ko te knjigo napisali, vam je tudi za začetek, če boste enkrat res knjigo napisali, zelo dobra reklama, potem za prodajo knjige. In tudi prepričan sem, da boste bolj sigurno knjigo napisali, če boste imeli prej intervju z mano. Ker slej, ko prej boste videli, koliko gledal bom v ta video, kakšni bojo komentarji in tako naprej. Pa jaz mislim, da imajo ljudje res zelo zanimive zgodbe. Tako da interes je, zdaj jaz sam upam, da bom dobil od uprave dovoljenje. Odpredal sem tudi ta drug del, se pravi, sem malo povedal o digitalnem marketingu. Tam je bil en zapornik, ki je po mojem Rus ali pa Ukrajinc, je rekel, jaz sem zelo zainteresiran, je pol do mene prišel in je rekel, jaz sem zelo zainteresiran za vašo knjigo, kako bi jo lahko dobil. Sem rekel, lejte, vam jo bom podaril, ker je rekel, da bi se to rad naučil. Potem sem tistih 5 knjig, ki sem jih mu na miz razdelil, so kar skočili na njih. Tako da za socialno delavko ni ostalo tiste 2 knjige, ki sem mu namenil dati za darilo, tako da jih bom drugič prinesel. Sem pa tudi tem, te zaporniki so pol še povedali, da imajo problem, da je neki knjižnico zalila voda in da zdaj sploh nimajo knjig. Pa še, da niso glih neke nove knjige. Tako da sem pa jaz pol rekel, lejte, vam bom pa jaz pripravil eno darilo. Vam bom jaz zbral
bom jaz malo pri sebi pogledal, pa zbral, sem rekel, vsaj 21 knjig bom nabral, pa jih vam bom prinesel. Sem rekel, te boste že hmal dubel boste pa tudi mojo ta novo knjigo, ampak ta moja ta nova knjiga je zdaj pri uredniku in je urednik rekel, da bo konec februarja končal z urejanjem, pa še lektor, bo tudi sigurno vsaj 14 dni, pa še tisk, tako da, šele začetku aprila bo knjiga, jaz sem mislil, da bo prej, ampak žal ne gre hitrejše. Tako da pa bom pa še 2, 3 nesel, pa tudi te svoje imke. No, jaz sem zdaj malo po firmi sem malo pogledal, kaj bi lahko dal jim za knjige in seveda dal jim bom mojo knjigo. Tle sem jih že 6 naštimal. Dal jim bom mojo knjigo, dal jim bom to Ti v moji krvi, ki jo je pač naše podjetje izdalo. Pol dal bom tole Dolga je ta pot, to je zelo motivacijska knjiga. Alida Klemenčič je avtorica, tudi intervju je z njo na mojem YouTube kanalu, tudi imate link v opisu tega videa. Lejte, to je zelo motivacijska knjiga. Naj sem povem, da je gospa dobila v glavo od tistega kamiona, veste, ki bankine kosi en kovinski del v glavo. Na 15-20 metrov. V glavnem, poglejte si intervju, drugače pa tudi jaz sem to knjigo prebral, zelo priporočam. Potem še eno knjigo, ki jim bo sigurno zelo všeč, od Marjana Vukosava. Z njim imate tudi 2 intervjuja na mojem YouTube kanalu, tudi imate link. On je pa tudi bil v ravno tem zaporu. In on je tudi rekel, da je v zaporu čisto super. Tako da mogoče ga celo kdo, ne verjamem, če ga kdo pozna, ker je to bil že kar dolg časa nazaj. Ampak to bom tudi dal. No, lejte, pol sem pa še tole najdel, bom dal Čarovnikov valjenec od Edvalda Flisarja. To je meni zelo ljub avtor. To sem najdel. Lejte, potem sem še tole knjigo nekje najdel. Ampak to sem najdel v firmi, tako da tle jih imam 6. Jih bom pa še doma najdel, lejte, saj saj še 6, 7, verjetno 8. No, potem sem pa še pisal Petri Škarji, znani pisateljici, ki je prodala več kot 50 000 svojih knjig. Pa sem rekel, Petra, predaval sem pri zapornikih in skazalo se je, da so zelo veliki ljubitelji knjig. Sem rekel, jaz sem jim obljubil, da jim bom par knjig zrihtal, bi bila ti pripravljena dati kakšno knjigo iz svoje založbe, in mi je takoj odgovorila, seveda, ja, prid puj, oziroma ti pošljem, tako da bom šel kar puj, tako da od nje tudi pričakujem vsaj 10 knjig, tako da bojo zaporniki dobili na koncu več kot kar 20 knjig in bom tu dostavil. Pisal bom še podjetju Lisac, ki imajo tudi cel kup teh knjig, so izdali, če imajo kaj takega. Pa mogoče, če tole kdo gleda, da bi tudi kakšno knjigo podaril, naj me kontaktira. Tako da sem vesel, da se je Petra Škarja odzvala. Zdaj, lejte, jaz sem večkrat rekel, da zagovarjam hude kazni, če kdo kaj narobe naredi. In tu jih še zmeraj pač red mora biti. Po drugi strani, zdaj, ko sem pa videl te zapornike, me pa prav zanima, kakšne zgodbe imajo. Zdaj, v tej moji novi knjigi sem tudi napisal neke stvari, ki vam jih nisem še nikoli povedal v kamero. Sem pač paral za knjigo, ker nisem ponosen na njih.
In je bilo zelo narobe, da sem te stvari naredil, ki sem jih naredil. Ne. Ampak sem imel neke razloge, ki sicer to niti približno ne opravičujejo. Vem, da zdaj, če tole kdo gleda, ki je bil žrtev koga, ki je v zaporu, si misli, kaj zdaj temole Tomažu Gorcu tlala neke zbira knjige za zapornike, ki so naredili take hude stvari, predavati jim hod za stonj, ne. Tako da, če kdo tako misli, lejte, popolnoma ga razumem. Tudi jaz bi glih tako mislil. Morda še hujš. Iskreno povedano, niti ne vem, kaj je prav. Zato si tudi želim delati te intervjuje za zaporniki, da slišim še njihovo plat zgodbe. Namreč zelo velikokrat v življenju sem že koga obsojal, brez da bi karkoli od njega slišal, njegovo plat, ne. Ampak skoraj vsakič, ampak zelo velikokrat se je pa izkazalo, da sem človeka obsojal neupravičeno in da je na koncu bil čist drugačen, kakor sem mislil in kakor je meni deloval, ne. Tako da, ejte, upam, da mi rata te intervjuje, pa da slišimo te zgodbe. Drugače pa, kako je tle v zaporu. Placa ima res malo. Placa ima res malo, kakor sem že povedal, 200% zasedenost. Drugače pa no, glejte, deleč od tega je, kot v kakšnih ameriških filmih, da drugega ne morejo videti, pa sam gleda, kdo se bo s kom stepil, pa take zadeve. Glejte, meni so vsi delovali čist normalni. In bom rekel, da kar za nekaj sem dobil občutek, da so zelo pošteni. Mogoče bolj pošteni, kot marsikdo zunaj. Mene so že velikokrat nategnili razni, ki so jih bile polne usta besed, kot so moje poslanstvo je pomagati ljudem. Meni je samo želja pomagati ljudem. In ravno te so mene zmeraj nategnili. Tako da, če bi neki posel delal, bi ga raj delal s tem zaporniki, ki pa s tem, ki so jih polna usta te dobrote. Take so moje izkušnje. Mogoče ima kdo kakšne drugačne, lahko po komentar napišete, kaj si mislite o tem. Bom zelo vesel. Glejte, zdaj nikakor ne bi šel rad v tak zapor in tudi upam, da mi nikoli ne bo treba iti. Sicer, če bi mogel iti na 3 mesece, bi že nekako zdržal. Več pa težko. Čeprav jaz bi se probal nekako zamotiti. Glih, s pisanjem knjig, to je edino, kar ti ostane. No. Morda napisal 10 knjig tam noter. Drugače sem pa videl stisko nekaterih ljudi, mogoče 2, 3.
Ma to ne bom razlagal, zakaj sem jo videl, ampak sem jo videl. Mora biti zajebano noter. Drugače pa tem dvem socialnim delavkam vsa čast, da delajo v zaporu. Sej verjetno to delajo z veseljem, če ne bi delale. Verjetno je lažje delati na enem centru za socialno delo nekje, kakor tle v zaporu. Predvidevam. Dobro, v Trebnjem najbrž glih ni luštno delati, ki je cel kup Romov in z njim ukvarjati se tudi najbrž ni luštno. Kje na kakšni manjši enoti, ki ni Romov, pa po mojem ni tak hud problem. To je samo predvidevanje, ne. Moje predvidevanje, tako da ne vem točno, ne. Tu sem jim zapovedati. Dajte malo komentar napisati, kaj si vse mislite o tem. Predvsem mi napišite, če bi vas zanimale zgodbe teh zapornikov. Da vidim tudi čez vaše stvari, kakšen interes. Čeprav lahko povem, da tudi če ne bo nobenega interesa, jaz bom tudi delal, ker sem se odločil in ker mi je zanimivo, seveda, če bom prišel do tega, ne. Me pa seveda zanima še vaš interes. No, pa seveda, kakor sem že rekel, dajte, vkolikor še niste naročeni, na moj YouTube kanal se naročite. Glejte, v to vlagam veliko časa, večinoma od tega nimam nič, ampak ne jambram, jaz to rad delam. Pa dajte me saj s tem podprti, da se naročite na ta moj kanal. Kliknite samo gumbek, naročite se, pa potem še zvonček. Popolnoma brezplačno, nič ne košta. Meni pa veliko pomeni. Nič, hvala za ogled do konca, pa res prosim za ta komentar. Dajte ga napisati. Adijo.